Mariborski župan Andrej Fištravec bo očitno z javnostjo in mediji komuniciral prek družbenih omrežij. Tako je na svoj profil na Facebooku zapisal, da so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada zaradi suma storitve kaznivih dejanj pri poslih z mariborskimi radarji včeraj preiskali prostore občine. Ob tem je še dodal, da jim svojo ekipo pri preiskavi ponuja vso potrebno podporo. Preiskave so potrdili tudi na Nacionalnem preiskovalnem uradu, kjer so še zatrdili, da drugih informacij v tej fazi predkazenskega postopka ne morejo dajati. Kot je znano, je mestna občina Maribor s podjetjem Iskra Sistemi sklenila 30 milijonov evrov vredno koncesijsko pogodbo, po kateri naj bi podjetje v 4 letih posodobilo dotrajan semaforski sistem v mestu, pri tem pa naj bi se del plačanih kazni z na novo postavljenih radarjev stekal na njegov račun. Komisija za preprečevanje korupcije je v pogodbi zaznala znake korupcije in s pomočjo državnega pravobranilstva na okrožno sodišče v Ljubljani vložila tožbo za ugotovitev ničnosti pogodbe. Zadevo se ukvarja tudi Računsko sodišče. Žal moramo znova poročati o hudi prometni nesreči. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je voznik kombiniranega vozila na uvozu na avtocestno počivališče Zima trčil v zadnji del parkirnega tovornega vozila. Po trčenju je stekel na avtocesto, kjer ga je povozil voznik drugega vozila. Po prvih podatkih gre za državljana Francije, ki je na kraju nesreče umrl. Na avtocesti sta nato trčili še 2 tovorni vozili, ki sta se izogibali omenjeni prometni nesreči na voznem pasu. Drugih poškodovanih naj ne bi bilo. Zaradi nesreče je bila nekaj ur zaprta polovica avtoceste med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Celje vzhod v smeri proti Ljubljani. Zaprt je bil tudi priključek Dramlje. Nastajali so večkilometrski zastoji. Danes se začenja prvi del akcije 0,0 šofer trezna odločitev. Njen namen je zmanjšati tvegano rabo alkohola in število prometnih nesreč zaradi alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. Poleg preventivnih dejavnosti ta konec tedna policisti pripravljajo poostren nadzor prometa, delo bodo okrepile tudi inšpekcijske službe. Mariborski zdravstveni dom jutri od 10. do 12. ure organizira akcijo Zdravo v naravo, v okviru katere bodo občane Maribora in okolice cepili proti klopnemu meningitisu s popustom za prvi odmerek. Cena prvega odmerka cepiva za odrasle bo ta dan z 32 znižana na 21 evrov, za otroke pa bo znašala 19 evrov. Za zagotovitev celovite zaščite so potrebni 3 odmerki cepiva. V Sloveniji sicer za to boleznijo zboli povprečno 250 oseb na leto, vrednost okužbe pa je največja na Gorenjskem, Koroškem in v srednji Sloveniji. Precepljenost prebivalstva pa je še vedno prenizka. Danes je svetovni dan hipertenzije. Njegov namen pa je obveščati javnost o preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju hipertenzije oziroma zvišanega krvnega tlaka. Na Inštitutu za varovanje zdravja opozarjajo, da je zvišan krvni tlak eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih bolezni. Zvišan krvni tlak je globalni zdravstveni problem, saj prizadene okoli 40% ljudi, zaradi z njim povezanih zapletov pa letno umre okoli 9,4 milijona ljudi. Posebej so zaradi te bolezni prizadete revnejše države. Zvišan krvni tlak ima tudi vsak 3. prebivalec Slovenije. V Ledni dvorani v Mariboru poteka medgeneracijsko srečanje. Vrata sta namreč odprla otroški bazar in festival za 3. življenjsko obdobje. Otroški bazar je največji sejem za družine v Sloveniji. V Ledni dvorani ga letos organizirajo drugič, festival za 3. življenjsko obdobje pa je v Mariboru novost. V sejemskem delu obeh prireditev se bodo predstavili razstavljavci z informacijami, izdelki in storitvami za otroke in njihove starše ter za starejše in druge generacije. V medgeneracijskem kotičku pa se bodo različne generacije lahko družile in sodelovale na delavnicah. Sejma bosta odprta do nedelje. Popoldne in zvečer bo oblačno, občasno bodo še padavine, deloma plohe in nevihte. Ob nevihtah bodo možni močnejši nalivi. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribih severne Primorske in Notranjske, kjer bodo možne krajevne plohe. Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo sprejemljivo oblačno. Že dopoldne bodo krajevne plohe in nevihte v zahodni Sloveniji, sredi dneva in popoldne tudi drugod. V ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo v hribih zahodne Slovenije, kjer bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Danes v dnevniku televizije Maribor. Lastnik podjetja Aviofan naj bi danes vplačal varščino za nakup aerodroma Maribor. Mariborska fakulteta za zdravstvene vede uspešno razvija nove študijske programe.
Prostovoljci opozarjajo, težave so s financiranjem prostovoljnega dela. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.